Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o pozitivnih sporočilih, ki vam jih sporoča vaša duša, stvarstvo, se pravi, ni naključje, da vas je tale video našel. In predvsem za vse tiste, ki ste ta vikend imeli naporno obdobje, kaj vam stvarstvo sporoča? Ker vemo, zdaj je bila polna luna in ko je polna luna, takrat se marsikomu marsikaj dogaja. No in zdaj, če pogledamo karte, zdaj tukaj imam najprej Ošotove karte, da vidimo. Prvo sporočilo, ki pride ven, je celovitost in takoj naslednje je zdravljenje. Se pravi, tukaj sta dve karti in dajmo to prvo pogledati. Zdravljenje, roka je čez glavo, se pravi čakra tretjega očesa, ki je povezana z zaznavo, kaj vidim, in kronska čakra, ki je povezana s tem, kaj zaznavam. In nekdo, ki je močno ranjen, močno mogoče v logiki, ima izklopljeno intuicijo. Ne upa si slediti sebi, utiša tisti glas, ki ga vodi, ki mu govori. No in takrat, ko se učimo biti celoviti, se pravi, prišlo neko obdobje, ko je čas za ravnovesje. In vse tisto, kar ni v ravnovesju, ta trenutek seka ven. Veste, sem prav razmišljala tale vikend, kako sem včasih uspela biti v vlogi žrtve. In se spomnim, ne vem, mogoče zdaj že 15, 16, že več let nazaj, ampak takrat sem bila še poročena. No in je bilo tako, da smo šli na neko potovanje in je bil čudovit sončni zahod. No, neko potovanje, to je bilo na Sardiniji, in bil čudovit sončni zahod. In tista stara Minka bi hodila, pa tisto se pritoževala, ker sem rekla, pač takratnemu možu sem rekla, lej, sončni zahod je, dajva ga opazovati. In je rekel, sončni zahod bo tudi jutri. In jaz sem prvič se usedla, sem rekla, on je rekel, da ne želi gledati sončnega zahoda. In je to v redu. Ampak jaz ga želim. In bili smo prej na barki, cel dan smo skakali v vodo, imeli smo piknik, spoznali smo nove ljudi, pač res je bilo super. In zvečer, ko smo se vračali, če si predstavljate, je zavita v brisačo, okrog glave brisačo, pač ko si cel slano celodnevnega dneva, ampak bilo krasno. In to bi bila pika na i. Jaz nisem hitela v hotel se stuširati, ampak je bila priložnost se ustaviti. No in takrat je bilo prvič, da se jaz ustavim. Moj mož je klepetal z drugimi ljudmi, niti opazil ni, da mene ni. Stara jaz bi, veste kaj naredila? Capljala za njim in se pritoževala. Capljala za njim in kuhala tisto v glavi. Spet me ni slišal, nisem slišana, nisem videna, niso upoštevane moje potrebe. Takrat sem pa enostavno usedla. Jaz sem se usedla in opazovala pravlični sončni zahod. In se spomnim, imela sem fotoaparat, slikala sem mimoidoče ljudi. Krasno je bilo, pač ena taka energija. In potem, ko je sonce utonilo, sem šla proti hotelu in prva stvar vidim tam enega ata, ki je s hojico hodil. In sem rekla, pa stvarnik, daj pošalj temu človeku pomoč. Enostavno eno tako energijo sem imela, lepo, hvaležnost za ta čudovit dan. Oziroma večer. In potem pa pride en Italijanček mimo dohitel me je, manjši od mene, hodil meni z rutko, pa reče, gospa, ste prvič na Sardiniji? Sem rekla, ja. Je rekel, pa še nekaj sprašuje, kako mi je všeč, je rekel, a vas lahko povabim na večerjo. In v glavnem, ko sem prišla v hotel, je rekel moj mož, ja, kje si bila, si druga srečala? Sem rekla, ne boš verjel, da sem ga res. In še danes se sprašujem, kaj bi se zgodilo, če bi takrat šla na tisto večerjo. Kaj bi se zgodilo? Ali bi bila še hitreje ločena, ali pa bi vstala in bi se nekaj spremenilo. Nimam pojma. Na vsakem primeru, glejte, življenje nam nudi lekcije. In zdaj tukaj ne govorim, da to je tako. Jaz govorim, kako sem jaz.
In to je bila moja lekcija, govoriti o mojih čustvih, biti pozorna na to, kaj si pa jaz želim. Biti pozorna na to, ali sem res v situacijah, kjer resnično želim biti, ali mogoče mi ni do tega. Veste, da se učiš postavljati meje, da rečeš ne tistemu, kar te ne podpira, in rečeš ja vsemu tistemu, kar te podpira. Zdaj, kako vemo, kam v katero smer iti? Vemo potem, kakšna čustva imamo. Se pravi, povsod, ko ti nekaj notranji naredi tisti odziv telesa, ne, to ni zame, pač to res ni za nas. In vse tisto, ko nam naredi nekaj energija, ko ti zažarijo oči, to je prava pot za nas. Mojster. Ja, učite se biti mojster, mojstrica. Čas je za vašo notranjo celovitost in mogoče vas zdajle življenje pelje v ledeno samo. Ker glejte, če plešete tako kot tale klovn na tej žogi, je mogoče čas, da se umaknete in začnete čistiti svoje vzorce. Kakšne potrebe imate? Komu želite ugajati? Koga želite usrečiti? In dejstvo je, edina oseba, s katero boste živeli do konec življenja, ste vi sami. Edina. In v življenju pridejo ljudje, gredo. Sploh starši. Staršem, da jasno poveste, kaj si vi želite, kako si vi želite, da jasno poveste, kako vidite stvari. Ker glejte, res pogosto prihajajo k meni po večini dame in vedno znova se pokaže neka kruta mama, ki uči hčerko odpuščanja, postavljanja mej, prekinjanja vzorca. Ta potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Ker mama se počuti kot žrtev, to je tako prenesla naprej na svojo hčerko in se vleče kot jara kača ta vzorec, moram biti žrtev. Zdaj seveda lahko preverite z mišičnim testom in preverite, če imate mogoče vi podzavestni vzorec. Potrebo imam potem, da se počutim žrtev. To je zdaj prva stvar, kar mi pade na pamet, ker je tako pomembno, da razumemo, kaj nas sporoča stvarstvo. Obstoj. Ta, da lahko sedi na tem lokvanju, je povezana z mirom. Ker če ti nisi v miru, je nemogoče biti obsedeti nekje. Se prevrneš. Obstoj. Druga zadeva. Stvarstvu jasno povedati, kaj si želiš. Kaj si želiš. Mogoče več zdravja, mogoče več lepih odnosov, mogoče ljubezen. Ampak prva stvar, če ti želiš ljubezen, je čas, da počistiš v sebi vso zamero do staršev. Ker to je prva stvar. In ko pride do hvaležnosti, hvaležnost za življenje, hvaležnost za vse dobro, takrat se sprosti energija. No, da vidimo naprej. Stvarstvo ti sporoča, sedaj v polni luni. Da vidimo. Stvarstvo ti sporoča, da je čas za tvojo resnico. Ker tvoja resnica je tvoja resnica. Tvoja resnica je zate edina ta prava. Druge resnice ni, tvoja je. In to, kar ti občutiš, je tvoja resnica. Se pravi, zdaj pa kako se pogovarjamo o svoji resnici. Ne, ti si men, to pa to, ko je bilo leta 2 pa 3, ko si to pa to. Ne. Govorimo, jaz v tej situaciji občutim to in to in to. Se pravi, govorim o sebi, kako se jaz počutim, kako jaz vidim stvari. In tam, kjer ne vidite, kjer ne najdete. Veste kaj, vam raje drugače povem. Zadnjič sem z eno, pa se ni važno, s kom sem govorila, ampak z nekom od bližnjih, s katerim imam kar zanimiv odnos. V glavnem in razlagam pač eno zadevo, kako se jaz počutim, a veste kaj je bilo pa na drugi strani? Na drugi strani pa dobim, si pa že zaslužila. Veste, to je na ta način, kot recimo alkoholikova žena,
ki jo alkoholik ali pa nasilneževa žena, ki jo prebuta, in potem, ko pove, kako se ona počuti s tem modrim očesom, reče, si pa že zaslužila. Če ne bi jezikala, te pa ne bi udaril. Ne? In ko pridete do ljudi, ki rečejo, si pa že zaslužila, stran od njih. Stran od njih, zato ker lejte, kdo sem jaz, da bom nekoga kaznovala? Pa ne bo to moj otrok, moj sorodnik. Kdo sem jaz? Ne? Ne? Mi sodimo druge, kaj si zaslužijo. Ne. Učimo se samo lekcije odpuščanja, sočutja. Biti v ljubezni, postati tako kot stvarnik, dobrota. Ne? Delaj dobro in dobro se ti bo vrnilo. Zdaj mogoče pomisliš, pa jaz delam dobro, ampak se mi vrača samo slabo. Mogoče se pa razdajaš. Mogoče imaš pa potrebo potem, da kupuješ ljubezen. To je bila nekoč tudi moj vzorec. Se pravi, delam dobro, ampak delala sem dobro zaradi tega, ker sem si želela ljubezen, želela sem si pohvalo, želela sem biti videna. Strani, recimo, strani mame, strani partnerja, a veste, strani moža, ker imaš potrebo, da prosim, imej me rad. Ne gre na ta način. In tvoje srce ti vedno pove, kaj je dobro za tebe. Tvoje srce pozna odgovor. Karta 71 vam jo bom prebrala. Prepusti se božanskemu vodstvu. Srečati moraš prav določene ljudi, ki ti pomagajo na poti naprej. Bodi pozorna na sporočila, ki jih slišiš, vidiš, zaznavaš in občutiš. To so božanska sporočila, ki te vodijo naprej. Zaupaj sporočilom srca. No, dajmo še eno karto. Zaupaj sporočilom srca. Dajmo pogledati naprej. In spolna čakra. Zdaj pa pogledamo, kaj je pa sploh spolna čakra. Spolna čakra, na spolno čakro se zapisujejo prva stvar, sram. Sram je pa prvo čustvo, ki je zapisano v Svetem pismu. Adam in Eva sta jedla sad prepovedanega drevesa. Kača jih je zapeljala. Ampak potem, ko sta bila zapeljana, sta občutila sram. Se pravi, ko prvo stvar, kar odkodiramo, sram je koda, zdravilno molitvijo dekodiranja. In zdaj, kako to naredite? Stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s kodo sramu. Zdaj pa kako veste, da to imate? Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Kako veste, da imate težave s sramom? Kar pogledaj. Pogledaj svoje telo pa rečeš, moram skriti, sem grda, sem to, sem ono, nisem v redu. Bolj kot se kritiziramo, bolj sigurno vemo, problem je zadaj sram. Druga zadeva pa, kako gledate sebe kot na svoj spol. Kako sebe doživljate? A ste v redu kot ženska? Moški, a se dobro počutite v moški vlogi? Ker mi, če smo ranjeni in se sramujemo svojega telesa, mnoge ženske zbežijo moško energijo. Zadnjič gledam eno žensko, športala je, pač hodila je. Hodi, tako, tudi postavo imela kot en moški, hodi, hitro hodi. In prav videla sem, pač ta ženska je daleč od ženske energije. In že po hoji se vidi, v kateri energiji ste. Ženske, če hodite bolj ženstveno, oziroma če date krilo na sebe obleko, ne morete hoditi kot moški. Avtomatično že samo krilo vas prestavi v žensko energijo. Naslednja stvar, očiščena si teže preteklosti. Preteklosti je to, ne rabiš več in imaš blagoslov v svojem življenju. Se pravi, vse, kar se ti dogaja, blagoslavljaj. Karkoli, tudi kaj slabega, očitno rabim to za svoj napredek. Hvala. Karkoli, očitno rabim to za svoj napredek. Hvala. In potem dobiš blagoslov.
Blagoslovljena sem med vsemi ženskami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. To je lepa energija. Energija blagoslova. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj ti pa stvarstvo sporoča za naprej. No, dajmo pogledati. Se pravi, tale luna zdaj je bila zanimiva. Tole, ki snemam, danes je 1.6. Ja, poletje je tukaj in dajmo zdaj pogledati, kaj ti sporoča za čez poletni čas. Kraljica uspeha. Čas je za pogumno dejanje in tvoje misli usmerjajo tvoj napredek. Kamorkoli grejo tvoje misli, pa naj bo to dobro ali slabo, tja gre tvoja energija. Čas je, da postaneš celovita, cesar, še ena kraljica, kraljica izražanja. Čas je, da postaneš kraljica izražanja. Pomeni, da delaš neko karmično lekcijo, ki je povezana z izražanjem. Ta karmična lekcija je povezana z zemeljskim bogastvom, se pravi z obiljem, z denarjem, z napredkom, ampak tvoja misel določa končni rezultat. Če boš sanjarila o tem, kako bi drugi naredili to, če bi bilo, kako bi bilo dobro, da bi drugi naredili, ne bo šlo. Ti razmišljaj o tem, kaj lahko ti sama narediš. Ni treba vse danes, pač zmernost, nekaj narediš danes, nekaj boš naredila jutri in nehaj cincati, nehaj, a bi to ali bi to, kako bi to, nehaj, začni razmišljati, kaj si želiš, napiši, kaj si želiš in potem dovoli, da ti stvarstvo prinese to, kar si ti želiš. In ja, čakate popoln uspeh, ampak res popoln uspeh. Konec je nekega obdobja, zelo težkega obdobja, dejansko zmaga, samo naprej in proslavljanje, tudi povezovanje z drugimi ženskami, tako da kar pogumno naprej. Mogoče to idejo, ki jo imaš, se bo nekaj naredilo v pozitivni smeri, ampak nehaj se prepuščati strahu, razmišljaj, kaj lahko narediš in prav mogoče ključno sporočilo za danes. Tisto, kar se mi dogaja, stvarnik, hvala, ker na ta način vidim, kje so moje rane. Na ta način jaz lahko napredujem. Tako da uživajte. Naslednji video, dolžna sem vam še to polža, ampak nobenega polža s hišico ne najdem, da vam pokažem za kožo. In druga zadeva, govorili bomo tudi v enem od naslednjih videov, kako kombinirati sadje, ker zdaj je pa že v obilju, zato da sladkor ostaja v ravnovesju, oziroma kako sladkor ostane v ravnovesju, ko jeste sadje, predvsem pa kako kombinirati, kaj je zraven, da vam sadje, da vas podpre, ne pa da vas pahne v pridobivanje kilogramov in pahne v to, da posegate po sladkih prigrizkih. Tako da uživajte, vse dobro in se kmalu vidimo v naslednjem videu.